Jaz pač računam, da se bodo stvari zdaj s prehodom zime v pomlad izboljšale. Želim si to, na koncu koncev je treba povedati, ne, da smo v takem ali drugačnem krču že skoraj celo leto, da imamo, zdaj če se obrne malo na gospodarski del, tisto osnovno industrijo vse skozi bolj ali manj v pogonu, da so pa posamezne panoge znotraj ekonomije zelo, zelo prizadete, še posebej tiste, ki smo jih zaradi tega, ker želimo pač to zdravstveno krizo čim prej premagati, zaprli. In tukaj bo potrebno na podlagi vseh teh 7 že sprejetih paketov v nadaljevanju sprejemati ukrepe, pakete, zakone, podlage, predvsem zato, da bo ekonomija v največji meri in čim hitreje na novo zagnana v tistem maksimalnem obsegu. Vsa poanta ukrepov države je bila, je in bo najprej, da ohranimo vsako delovno mesto, ki ga je možno ohraniti, da pomagamo podjetjem, da preživijo. Za razliko od krize 2008-2009, kjer se je z mogoče relativno počasnimi ukrepi na posameznih področjih naredilo to, da je kako podjetje propadlo, ki ne bi rabilo. Seveda pa druga faza zdaj še bolj pomembna, jaz mislim, da smo prišli v relativno dobri kondiciji zdaj v neko izhodišče, ker vidimo luč na koncu tunela, tudi na koncu je kondicija države taka, da nam to omogoča ocene bonitetnih hiš države, so take, kot še nikoli niso bile, zadolžujemo se po rekordno nizkih obrestnih merah, imamo osnovo in potencial, da zdaj z ukrepi, ki jih bomo strani države predvideli in samimi aktivnostmi podjetij naredimo en tak pravi zagon. Jaz sem na tem področju optimist. Tako da, zdaj, kakšne so pa napovedi? Relativno zelo optimistične. In sicer naj bi se po nekaterih napovedih obseg gospodarske aktivnosti na raven pred covidom dvignil že kar v sredini leta 2022. Gospodarska rast v Sloveniji za naslednjo leto je napovedana v višini 4,5%. Za evroobmočje variira napoved od vira, od 3,5 do 3,9, to se pravi malce nižja kot pri nas. Zanimivo je tudi to, da je bil padec gospodarske aktivnosti v času prvega lockdowna, torej spomladi, hujši kot je nekako bil ocenjen do začetka januarja. Je pa seveda to zdaj pomembno, koliko časa bo lockdown še trajal. Ja, sej, morda se sliši bogokletno, ampak jaz že enega pol leta živim v prihodnosti, ne? Ker smo pred zgodovinskimi priložnostmi. Globalno se karte na novo delijo in če ne bomo izkoristili tega talona, ki ga imamo zdaj, potem ga ne bomo za naslednjih 50 let. Ne? Gre za repozicioniranje globalnih nabavnih verig zaradi seveda zmanjševanja tveganja, ne? Prekinitve dobavnih verig, epidemija nas je to naučila, da do tega lahko pride in Slovenija je s svojim geostrateškim položajem tu daleč najboljše pozicionirana. Mi smo najbližja pod srce Evrope, ne? Iz pacifiškega bazena pa sploh preko Sueza in Jadrana. Tu diskusije ni. Ne? In to so seveda ekstremne priložnosti, zgodovinsko gledano ekstremne priložnosti. Na vse zadnje smo se tudi znotraj covida, ne, Slovenci ponovno začeli mednarodno pozicionirati resno. Ne, 2 transakciji bi omenil. Ne. Naš prevzem 3. največje banke v Srbiji in Petrolov prevzem na Hrvaškem, s katerim je postal 2. največji naftotrgovec na Hrvaškem. In to je naša naravna regija. Ne. Mi smo jo zanemarili v zadnjih nekaj letih, ampak vračamo se vplivno na to področje, ravno zato, ker so seveda slovenska podjetja v taki kondiciji bila, ne, da si to zdaj lahko privoščijo. Skrajni čas je, ne, da razumemo, da gre za zgodovinske spremembe paradigem določenih. Ne. Ena stvar je trajnostnost, ne, in zeleno in tako naprej. Druga stvar pa je dejansko, kako se globalno pozicionirajo razmerja, ekonomska razmerja. In Slovenija mora razumeti, da je zdaj pa napočil čas, da to, da ne govorimo več samo o geolokaciji, ampak moramo začeti govoriti o ekonomskem pragmatizmu. Ne. Jaz ne sprejemam, da se tako majhna država pogovarja s sosedami, pa z nekimi alijansami, pa partnerstvi na ideološki ravni. Jaz tega ne sprejemam. Tega si mi ne moremo privoščiti.
Zame je edina mednarodna legitimna poza tako majhnega odprtega gospodarstva ekonomski pragmatizem, ki seveda pa sloni na nekih principih in osnovnih kriterijih. Ne? Pa če je zdaj to seveda povezovanje z Zahodnim Balkanom, če je to povezovanje z Višegrajsko skupino, če je to z ameriškimi investicijami in tako naprej. Se pravi, mi moramo biti globalno oportunistični. Jaz Slovenijo primerjam s Singapurjem vedno. Mi imamo možnost, da postanemo Singapur Evrope. In Slovenija mora razumeti, da je zdaj pa napočil čas, da to, da ne govorimo več samo o geolokaciji, ampak moramo začeti govoriti o ekonomskem pragmatizmu. Ne? Jaz ne sprejemam, da se tako majhna država pogovarja s sosedami, pa z nekimi alijansami, pa partnerstvi na ideološki ravni. Jaz tega ne sprejemam. Tega si mi ne moremo privoščiti. Zame je edina mednarodna legitimna poza tako majhnega odprtega gospodarstva ekonomski pragmatizem, ki seveda pa sloni na nekih principih in osnovnih kriterijih. Ne? Pa če je zdaj to seveda povezovanje z Zahodnim Balkanom, če je to povezovanje z Višegrajsko skupino, če je to z ameriškimi investicijami in tako naprej. Se pravi, mi moramo biti globalno oportunistični. Jaz Slovenijo primerjam s Singapurjem vedno. Mi imamo možnost, da postanemo Singapur Evrope.